Gospod Cvar, kaj vas najbolj skrbi ta trenutek? Predvsem to, da ne bomo padli v neko pretirano zaskrbljenost oziroma paniko, kajti takrat se vse ustavi. Mi moramo dati jasen signal obrtnikom in podjetnikom, da ne samo vlada, ki odhaja, ampak tudi mi, ki zastopamo to gospodarstvo, mislimo in seveda pripravljamo ukrepe, ki bodo na voljo. Takrat, ko bo, seveda, če bo, ker pač moramo še počakati, kako bo se vojna izšla, potrebno uvesti ukrepe, ki smo jih že bili recimo vajeni v nekih kriznih časih, ali epidemije, ali pa nedavne energetske krize. In na podlagi teh izkušenj sem prepričan, da lahko ne samo mi v Sloveniji, ampak tudi skupaj z Evropsko unijo pripravimo ukrepe, ki bodo vendarle dovolj, da bomo lahko to krizo prebrodili. Kakšni bi morali biti ti ukrepi, gospa Nahtigal? Torej, mi smo se teh ukrepov lotili že 14 dni nazaj na prvi seji Strateškega sveta za energetski prehod. Izhajali smo pa vsekakor iz tega, kar je že gospod Cvar povedal. Torej, tisto, kar je že v prejšnji krizi delovalo. Pogledali smo, kaj je delovalo tako za mala, srednja podjetja, tu so bile zamejene cene, potem so bile dovolj dobre trošarine za energente, to bo zdaj posebej pomembno pri naftnih derivatih za vse logistične podjetja, za kmetijsko panogo, za tudi kmetijsko-živilska podjetja. Tukaj bo treba hitro priti nasprot, ker ti gospodarstvo mora delovati. Potem pa seveda vemo, da je kriza tudi na plinu. Tudi tukaj bo potrebno bodisi kapica za mala in srednja podjetja. Mi pa smo seveda že lani, ko je Evropa razpisala za elektrointenzivno industrijo možen okvir boljših cen za konkurenčne cene elektrike v okviru zakona za pospeševanje konkurenčnosti, ki je bil sprejet v letošnjem letu, januarja, ampak na žalost še vedno čakamo potrditev Evrope, torej Evropske komisije, in smatramo, da s tem zakonom, ki je sicer trenutno usmerjen predvsem za subvencioniranje električne energije, konkurenčne cene električne energije za energetsko intenzivno industrijo, ki je pač prikrajšana zaradi visokih cen, lahko razširili tudi na druge sektorje panog, ki bodo trpeli to krizo. Gospod Cvar, kaj vam s terena sporočajo obrtniki in podjetniki? Kaj se najbolj drži? Mi smo že prejšnji teden na seji upravnega odbora, ki je sestavljen predstavnikov različnih panog, dobili zelo zaskrbljujoče podatke, da se je enormno recimo, da so se podražile surovine, cene kovin, potem avtoprevozniki normalno, oni so vezani na ceno goriva, potem seveda danes zjutraj sporočajo tudi iz gradbenega sektorja, surovine, beton, vse se je kar naenkrat izrazito podražilo. To pa vsekakor vpliva ne samo na delovanje gospodarstva, ki bo absolutno to poskušalo najprej prestaviti v višje cene, storitev blaga in seveda cene blaga, ampak kako daleč to lahko gre, če bo tudi kupna moč prebivalstva znižana, tako da moramo čim prej sprejeti neke zamejitve cen, regulacijo cen, tako kot smo bili vajeni zamejitve cen energije, električne energije, da tudi bomo pri gorivu lahko kar se da znižali to ceno, da bo lahko seveda prebivalstvo normalno funkcioniralo naprej, seveda pa tudi gospodarstvo, da lahko normalno diha in funkcionira s temi, bi rekel, razlikami, ki bodo nastale zaradi teh skokov enormnih naenkrat. Se z enakimi skoki cen, vi ste govorili, če se ne motim danes, da je tudi 30% podražitev v nekaterih sektorjih. Drži. Tako je. Tako je. Zdaj, mi izvajamo neko anketo, ki še danes ni zaključena, v naslednjih dnevih pa zagotovo bo. Delni rezultati kažejo na to, da je 80% obrtnikov in podjetnikov izrazilo skrb nad tem, da bodo seveda prizadeti, in to od 10 do 30% zaradi povišanja cen surovin. To pa pomeni, da se je potem že od teh 80% izrazilo četrtina, da bodo prilagodili poslovanje, znižali in pa seveda tudi odpuščali, in pa 80%, da bodo višali cene. Tako da to je jasno, gospodarstvo bo reagiralo na trenutno situacijo. Če pa bojo cene tako rasle, kot smo danes videli, pa bo teh 30% lahko naraslo tudi na več, in zato je res potrebno in pozdravljava oba vzpostavitev te krizne skupine, ki jo je danes vzpostavil minister Han. Seveda bo potrebno tukaj sodelovanje čezsektorsko in bo potrebno tukaj prisotnih tudi drugi ministri, finančni minister, minister za podnebje, energijo in prostor, in da ti ukrepi, katere vemo,
vemo, da so bili dobri tudi v prvi krizi, da bodo čim prej vzpostavljeni. Naj omenim še en skupen ukrep, ki je tudi za vse, za mala, srednja in velika podjetja, to so podaljšanje znižanja vseh obdavčitev, OVE prispevkov, SPTE prispevkov, ure prispevkov, to so tudi ukrepi, ki hitro lahko tudi znižajo določene cene energentov. Kaj torej zdaj v resnici pričakujete od teh sestankov vsak torek, ne bi se dobili z ministrom za gospodarstvom, še posebej, ker je vlada v odhajanju, lahko se zgodi tako ali drugače, ampak glede na krizo verjetno čakati ne moremo. Smatramo, da ne glede na to, pač so to tekoča posla, je pač krizna situacija in čim prej sprejetje interventnega, danes so nekako omenjali omnibus zakona, kjer lahko vse te zakone pripravijo in jih seveda takoj, ko je potrebno, tudi aktivirajo. Jaz mislim, da to ne sme biti izgovor. Odhajajoča vlada, to so tekoči posli, treba je reševati delovna mesta, gospodarstvo, situacijo, da bo Slovenija lahko delovala v teh kriznih razmerih svetovnih naprej. Kot rečeno, to ni odgovornost samo nas, ki zastopamo gospodarstvo, to je tudi odgovornost ministrov, ki odhajajo in tistih, ki trkajo na vrata, da takoj prevzamejo, operativno prevzamejo to odgovornost nase in da seveda dobimo tisto, kar od njih pričakujemo. To pa so ukrepi, ki ne bodo seveda odvisni samo od naše vlade, ampak tudi od Bruslja. Vseh skupaj. Najlepša hvala, da ste bili naša gosta. Hvala tudi vam.